nisem pa sama naredila cosplaya, je bil Kopljan. Meni je bolj, mislim, sem neko ljubezen do cosplaya zdaj dobila, rada bi šla bolj v to, rada bi se začela svoje prope delati. Mi je pa bilo vedno, že prej, ko sem cosplayala, mi je bilo bolj v zabavo delati orožja in te prope, kot pa sam šivati same kostume, nisem ravno. Se pravi, si bolj krvoločni človek. A bomo zdaj tudi dobili kakšen art od šicu? Je bil pa, ne. Sem res, I did draw one many years ago, mogoče lahko naredim še kakega novega. No vidiš. Je pa bila moja prva ideja, da bi cosplayala iz Psycho-Passa. Ono, sem že pripravila ta Dominator, ampak ni mi ga uspelo končati, ker sem ga pač rezala iz kartona. I don't even know why I thought that was a good idea, ker bi bilo pač lažje silikona dobiti, ampak jaz imam pač to idejo, da ko bom to pištolo končala, ko boš ti pritisnil trigger, se bo zavrtela in odprla. Jaz sem pač delala iz kartonov in pač sem dobila te neke relativno take kartone in potem moraš vsako stvar zarezati kot 10-krat, zato potem skupaj lepiš, pa še malo tako bloki je in mi ga enostavno, jaz sem prinesla pač vse to eni škatli s sabo, da bom pa tle zlepla in mi ni uspelo končati. Sem čak dejansko bi imela potem ta mehanizem, da se ti odpre. Ja, ko pritisneš iz kartona. Se ziher mora obstavati, kakšne finte. A je to že dobiš, kaj to je nek model, ki ga dobiš? Ne, gledala sem nek YouTube video, tutorial, potem sem rekla, To obstaja, sem živel. Večkrat svoje prope delaš ali jih običajno, ko cosplayaš, kupiš? Kako običajno delaš cosplaye? Jih same izdelaš ali jih kupiš? Mislim, prej, ko sem še tle po Sloveniji hodila, sem ponovadi smo cosplaye sami delali. Sam zato, ker pač nekopljeni so bili... Sploh, če imajo, naprimer, kakšne orožje, kar si mislim, se to še zdaj ne moreš kupiti, ti nekako preostane. Ampak zdaj je bolj dostopno to, da lahko ti kupuješ. Ko včasih pač niti nisi mogel kupiti cosplaye tako enostavno v Sloveniji. Zdaj, ko imamo 3D printanje, je precej lažjih tudi. Zdaj, ko imamo AliExpress. eBay, best thing, let's go. AliExpress, kaki eBay. Razmišljal, zakaj recimo nisi probala 3D printati ali pa uporabiti Eva Peno, ne vem, če poznaš kaj. Ne, ja poznam, sem takrat že z Eva Peno delala, pa ne vem, kaj smo delali, nek Eevee cosplay, smo bili, takrat sem nazadnje, po mojem cosplayala. Pa že prej enkrat sem iz Black Rock Shooterja Strength, sem si s kartonom. Res, se pa spomnim. To je že toliko let nazaj, pa tiste roke so bile ful grozne. To je bilo še ulmo času. Zakon je bilo, ne govori, tiste so bili začetki, vse je bilo perfektno, ljudje samo da skospeli. Exactly. Ampak nisem pa cosplayer, nikoli, jaz sem vedno pač bolj risala, nisem se s tem, ampak rada delam miniature. Res? Ja, in pa veš, je tudi ta nek craft work in pa je tudi ta, ko sem videla pač ta plan za tega Dominator, sem tako, I need to make this, like, in pa veš, je itak, pa zdaj že naprej planiram, nekako bom to zbrusla, da ne bo to bloki, kako pa noter zdaj sama pa planiram, nekako bom te luči noter namontirala, ker hoče, da se še to sveti, če se bo odpira. Ampak meni je pri teh stvarih vedno bolj zanimivo bilo proces izdelave, pa to planiranje, bolj ko pa pol... Sama nošnja. Jaz se čisto strinjam s tem, pač sploh, ker zdaj, naprimer, sem za Mofokon pripravljal en cosplay 3 mesece, potem mi je eksplodiral zadnji dan, ampak še vedno nisem sad, ker sem užival v procesu. Porabil full materiale, veliko sem se naučil in uživam v tem. It's okay, pač ni se zgodilo, se bo pa zgodilo na enem drugem eventu, ampak it's just fun je raziskovati, odkrivati, kako lahko v bistvu na različne načine narediš isto stvar. Mislim pa pol si ponosen na sebe, ker si več, I made this, I did something. Tu če vmes kako zafrustrujoč, isto je pri risanju, pa če rišeš, pa si zafrustriran, ampak pa ko končaš nekaj si tako, I'm actually proud. Se počutiš malo bolj crafty, neki, da upgradaš se tako, kot v RPG-u. Za en level greš gor.
Sem pa v bistvu zdaj začela cosplayati bolj zato, ker sem na te tajske konvenčne hodila, ampak mi je bilo pa to zanimiva ta razlika, ne? Ker recimo v Evropi ful več value delamo na te cosplaye, ko si jih ljudje sami naredijo, na tajskem je ful bolj sprejemljivo, da pač ti kupiš te stvari. In oni so res tako, ko neki doli imaš te cosplayere, ko so vizualno tako, you know, the blessed people with the physical attributes that we are all like, the jeans, your jeans. Kaj se potem nastop bolj ceni, ali kako? Ampak ko nastopajo, je craft ampak spet verjetno v drugačnem smislu. Imaš te, ko craftajo, imaš pač te, ko si kupujejo, imajo kombinacijo boga, ampak je ful bolj spremenljivo, a ne? Mislim, tako radi imajo. Mislim, da je tudi različna kultura. Veš, ker če imaš tako dobro razvit anime sceno, anime industrijo, je tudi več retailerjev, ki ti lahko kupiš. Medtem ko v Sloveniji nimaš pač možnosti in je veliko bolj dostopno, če si ti sami izdelaš pravzaprav. Sem jaz prav razumel, tam so cosplayerji običajno tako idoli tudi za imajo kar tak nek idol culture. Ja, dejansko. Pri nas tega mislim, da pri nas ni. Pri nas so pač, imaš zelo dobre cosplayerje, ki so potem lahko vzorniki tistim, ki cosplayajo, ampak ni pa tako, da bi... Kjer bi lahko rekel, da mogoče prehajamo na sceno, kjer bojo recimo v naslednjih letih nekdo bo že lahko influencer. Nijamo dobrih klijev. Preprosto še nismo dosti daleč. Preprosto se mi zdi, da nismo pač na tisti točki, ko bi zdaj tisti, ki niso v cosplayu, častili dobre cosplayerje kot neke idole. Mislim, na tajskem je ful zanimivo, ker se mi zdi, da na enih konvenčnih je bilo pač nek ta kot nek Artist Alley varianta, ampak na Artist Alley je več cosplayerjev kot pa artistov bilo in prodajajo fotografije svoje artiste. To sem videl, na Manaju je bilo tega veliko. Svoje kosrome. So pač res ti vsi ta veliki cosplayeri imajo tam štand in prodajajo svoje fotografije. Na Manaju je bilo ene parne. In ta kultura idolov, mislim, to so dejansko pokopirali iz kulture idolov, ker če pogledaš te singerje, posebej japonske idole, pač ko... Se Japonci ima ful veliko tega. Oni imajo recimo svoje fotografije prenesejo na recimo te handshake in tako naprej podpišejo, mislim, da se čeki reče ta slika, ne? In potem dobiš handshake in dobiš to sliko in to je to.